Evo, tukaj se zdaj nahajam v Čečah. To je nad Trbolami, ok, tudi nad Hrastnikom, tamle dol so moje Trbole. Tamle so Čeče, malo Kal, Mrzlica. Jaz sem zdaj gor pri kolesarju, ker imam dol džumbus v moji okolici, ker je bazen. Pa sem rekel, da bom posnel en video, ker mi je včeraj kolegica, tele lokalka, poslala interpretacijo nekih sanj, ki jih je meni poslala. In sem rekel, da te sanje so nedefinirane in so lahko posledica tudi njene sugestibilnosti. Ker sem imel parkrat pod hipnozo in je ful sugestibilna. Ima pa eno čudno zvezo z enim psihopatom, ki ne da miru, celo prepoved približevanja je mogla terjati. Skratka, ta je skozi grozi in ga ima skozi nekje v podzavesti, se pravi v nezavednem. In potem je sanjala, pa ima ponavljajoče sanje, to je znano iz interpretacije sanj, ponavljajoče sanje. Ko te nekaj teži, imaš en in iste ali pa podobne sanje, sanjaš nekaj simbolnega. In jaz nisem bil kos tistim sanjam, ker je bilo več interpretacij mogočih. Ampak v tistem trenutku, ko se je obrnila name, tudi nisem vedel, kakšna je dnevna rutina njena. Koliko nekih drugih moških se potika po njenem lajfu, ker ta en psihopat, ki se je pa pojavljal transparentno v sanjah, je lahko tudi simbol kakih novih kandidatov, da se infiltrirajo v njeno življenje. In potem v objemu radovednosti je šla na ChatGPT vpisati te sanje. In ChatGPT je suvereno podal interpretacijo. Jaz, ko sem ti zbral, sem rekel, sej na prvo žogo se ta interpretacija ChatGPT-ja dobro sliši. Ma rep pa glavo. Veliko celo malo pije vodo, na trenutke, ker bila je pa dolga interpretacija, jaz sem dal dosti krajšo, bolj ohlapno. Zato, ker vem, da ne morem jumping conclusions, preskakovati v sklepanju, če ne vem, kakšno je trenutno njeno čustveno dnevno življenje, s kolikimi moškimi flirta, koliko je teh kandidatov za dol se dejati. Ženska je stara tam pri 35 let. Poznam zgodbo iz preteklosti in ta psihopat je res markanten in je zelo zasmetil življenje in se pojavlja v teh sanjah ponavljajočih. In zdaj jaz sem posnel en močen podcast, celo dva, enega srednješolci, tazga laičnega, ohlapnega, pa enega ful močnega, podcast še s Tanjo Žuvela in par let nazaj. Tisti podcast je odločilen za razumevanje sanj in tudi biti skeptičen, kako se sanje ne dajo interpretirati skozi sanjske knjige. Niti ChatGPT ne more interpretirati teh sanj, ker ne ve za čustvovanje tistega, ki sanja te sanje. V procesu nastajanja sanj obstaja nek fenomen, ki se mu reče delo sanj po Freudu. Torej, Jung nima tlele nič zraven in tudi spoštovani, ki verjamete v Junga, arhetipe, nič od tega tam ni res. Na tisoče sanj sem jaz interpretiral, pa nobene sanje niso bile arhetipske. Skratka, fenomen sanj je treba razumeti skozi dva procesa zgoščanja in premeščanja. Ta dva fenomena sta aktualna, ko se simbolika sanj tvori, ko se sanje popačijo, se pravi iz neke manifestnosti v latentnost, zakodirajo se. Mi moramo sanje dekodirati, dešifrirati. In to ChatGPT ne more, če ne pozna dnevnega čustvovanja oziroma neke življenjske zgodbe tistega, ki sanja. In zdaj jaz, ker to vem, se nisem upal razgovoriti v različne smeri, v katere bi lahko zašel, ko bi interpretiral sanje. ChatGPT je pa suvereno dal interpretacijo, ki je tako všečna, malo pije vodo, ampak spoštovani, ne gledati sanjske knjige, ne ChatGPT-ju pisati svojih sanj, ker ChatGPT ima neke programe, ki so res, da, vzklili na znanju psihoanalize, na Freudu,
večinoma. Mogoče tudi so odkali tisti pisci teh programov tudi Junga, pa neke arhetipske sanje. Ampak sanje nastanejo zato, ker ima človek v nezavednem, v čustvovanju neke vozle, neke fronte, neke čustvene zadrege, nek stres, čustveni stres, neke emocije so tam. In potem delo sanj skozi ta dva procesa, zgoščanje in premeščanje, zgosti se pač neki dnevni dogodki, premesti se pa čustveni afekt v to simboliko sanj. Ampak te simboli nastanejo zato, ker delo sanj uporabi dnevne dogodke. Tisto, kar mi čez dan doživljamo, ali pa tudi v nekem obdobju daljšem, tudi mogoče iz otroštva, neke markantne dogodke, si delo sanj izbere zato, da zakodira neko simbolno podobno zgodbo v sanje, manifestno zgodbo, ki ima pa v ozadju pa ta čustveni naboj. In ta čustveni naboj je ključen, da se sanje zakodirajo z dnevnimi dogodki in potem nastane simbolika sanj. Simbolika sanj, ki jo je treba dešifrirati. ChatGPT tega ne zna. Jaz takole kar na prvo žogo ne interpretiram sanj. Tisti, ki redno hodijo k meni, ampak se mi globoko izpovejo, pa imam z njimi močne pogovore, recimo te psihoterapevtske, uro, 2, 3 ure pogovarjanja, se ta močno pogovarjanje odkje v nezavedno. In potem tisti dan, en dan po pogovarjanju z menoj, je prav mogoče, da se ravno pogovor odkje v simboliko, v bistvo sanj, v latentno strukturo sanj. Ampak manifestne sanje imajo pa popolnoma drugo zgodbo, ki je sestavljena iz teh dnevnih dogodkov, ki se zamašijo v tiste predele na inteligibilen način. In sanje so inteligibilne, imajo rep pa glavo. Se dogaja kot nek film z repom pa glavo, z nekim scenarijem. Ampak ta scenarij je absolutno nepomemben. Absolutno nepomemben. Sanje so popačene. Redko katere sanje so nepopačene, recimo tisti, ki dolgo ne seksajo, ker transparentno v sanjah seksajo. Recimo zaporniki transparentno sanjajo, da so pobegli iz zapora, ker si to tako želijo. Te sanje niso simbolne, ampak niso popačene. Tudi otroci imajo pogosto nepopačene sanje. Je rekel že Freud, ampak ko sem pa jaz otroške sanje analiziral, mojih otrok, so bili majhni, pa tudi teh otrok, ko mi jih pripeljajo malo, zakaj se po noči palula, pa tako naprej. In potem otroci, ko mamici povejo sanje, mamica pa meni, pa vidim, da so te sanje simbolno zakodirane. Ampak načeloma so vse odrasle sanje zakodirane in jih ChatGPT ne more pravilno razložiti. Kljub temu, da je všečati izbrati, ne se hecati, če vi hočete interpretirati sanje, se celo izurite v interpretaciji sanj, preberite Freudovo knjigo Interpretacija sanj iz 1899, z letnico 1900, debela knjiga. Ali pa ta moj podcast o interpretaciji sanj izpred 3 let, ali koliko sem 4, ne vem, to posnel. In ne se oklepati sanjskih knjig, ne pisati ChatGPT-ju, ker boste nasedli, ker to so neki programi, ki absolutno ne upoštevajo čustvovanja, dnevnega čustvovanja tistega, ki sanja te sanje. Evo, zdaj sem tole malo odpredaval, še enkrat vam povem, tle sem v Čečah, tam v zadnji so Čeče, tle dol so Trbovlje. To je bilo to, ko imel nekaj volje, pa še kaj več, pa še kaj drugega. Ajde, čao.